Avgusta 2024 v okrožju Grand v Novi Mehiki, kjer bodo 4 uradniki, ki delajo nočno izmeno, kmalu v težavah, potem ko najdejo mladega zajčka ob cesti. Stari. Ampak to je prikupen zajček, Ja, pusti, da ga držim. Pusti mu, da ga drži, stari. Pusti, da ga držim. Ne vrzi ga. Pusti mu, naj ga drži. Drži ga. Pusti ga, naj drži. Nikoli nisem držal zajčka. Ne morem. Pusti mu, da ga drži. Ne, prijatelj, pusti, da jaz vzamem. Ne. Pusti, naj on drži. Ga boš prijel s prsti? Ne bom ga vrgel. Prisahnem pri Bogu. Obuj svoje otroke. Tega ne morem narediti. Poglejmo. Grem, spustil sem to Markogu odkup. Kakšne barve je? Se vidimo naslednjič. Daj mi to. Medtem ko eden od namestnikov šerifa okrožja Grand poskuša obvarovati zajčka pred nevarnostjo, drugi izvleče svoj taser in ga usmeri naravnost vanj ter zahteva, naj mu žival izroči. Daj mi to takoj. Pusti, naj ga drži. Ga boš ubil? Ne, ne ubij ga za vraga. Ne bom ga ubil, samo spusti ga, Mark. Bolje, da ga ne ubiješ. Ne kliči me, Dan. Namestnik, ki ga vidite tukaj, identificiran kot 28-letni Alejandro Gomez, se nasmehne kameri nekaj sekund, preden žival zabije ob bok policijskega avtomobila v posnetku, ki je preveč pretresljiv, da bi ga pokazali. Toda ta posnetek je vse 4 vpletene uradnike začel preganjati, ko je prišel v roke okrožnemu tožilstvu, potem ko je bil domnevno deljen na družbenih omrežjih. Mine več mesecev, preden se vključi državna policija Nove Mehike in moške prosi, naj povedo svojo plat zgodbe. Hej, kako gre, prijatelj? Fredu. Hej, pogovarjal sem se s svojim sindikalnim predstavnikom in je rekel, da ker sem podpisal Garrity in zakon o zasebnosti, če bi lahko vse urejali prek njega. Prek njega, glede česa točno? Ko sem se z njim pogovarjal o tem, je rekel, da smo že podpisali Garrity in vse ostalo, zato ne ve, kakšne izjave želite od nas dobiti. Fredu. Ne silimo jih, da bi karkoli naredili. Lahko pridejo noter ali pa ne pridejo noter, odvisno je od njih. Ampak mi bomo stvari poimenovali tako, kot so. Ti obrazci tukaj ne. Jim ne preprečujejo, da bi prišli dati izjavo. In poleg tega bi rad... Počakaj. Danes sem dejansko govoril s podšerifom in mi je dal dovoljenje, da jih kontaktiram in opravim intervju z njimi. Torej, obstaja vodstveno odobritev, Ki je v odstavku, izgleda kot 1, 2, 3, 4 tudi na tem obrazcu za zaupnost. torej imajo odobritev. In poleg tega to ponovno velja. Piše, da velja za vsakega člana. Torej, to je preiskovalec notranje preiskave. Tudi mi moramo podpisati iste obrazce v državni policiji ali pa jih podpišejo preiskovalci notranje preiskave. Ali pa enega podobnega temu. To velja za preiskovalca, kar pa oni niso bili. Kot sem rekel, jim ni treba priti, ampak stvari bomo poimenovali tako, kot so. To je preprosto njihovo nesodelovanje. Ne bomo se skrivali za notranjo preiskavo ali kršitvami pravil ali čem podobnim. Stvari bomo poimenovali tako, kot so. in to je pomanjkanje sodelovanja. Bolj me je skrbelo, da niso hotel prenagati stvari in potem naleteti na negativen odziv z naše strani. Fredu, ali si že slišal, ali bodo danes popoldne prišli ali ne? Pravkar jih bom poklical takoj, ko končam s tabo po telefonu. V redu, torej intervjujev ne bo. V svojem poročilu bom zapisal, da niso sodelovali. V redu. Še nisem imel priložnosti preveriti, če bodo, zato jih bom poklical in jim sporočil. Prišel bom s tabo. Fredu, v redu, torej bom počakal na vaš klic. Prosim, obvestite me. Kot sem rekel, je prostovoljno, ni jim treba priti. Ampak, mislim, je tako, kot je. Če ne pridejo, pač ne pridejo. V redu je. Zabeležili bomo tako, kot je. Po začetnem upiranju se 2 vpletena uradnika odločita priti na zaslišanje. Ne bom ti dovolil, da se skrivaš. Če ne govoriš, je v redu, ampak potem imej vsaj toliko poguma in to odkrito povej. Ne sodeluješ. Potem je to v redu. Ne, 100% sodelujem z vami. Trener 4. Največja stvar, Cezar, je prav tukaj, to je za interne zadeve, kaj ne? To je med vami in šerifovim oddelkom.
ampak mi smo tukaj, da se z vami pogovorimo o obtožbah glede nekaterih stvari, o katerih želi govoriti z vami in gre za kazensko zadevo. Torej, to je drugačen postopek. Torej, vas trenutno ne obravnavamo kot osumljenca ali kaj podobnega, gre samo za zbiranje informacij. Ampak še enkrat, to nima nobene zveze z vašo agencijo, prijatelj. Razumem, fantje. Popolnoma razumem, kaj mi želite povedati. Ampak dejansko, tudi tukaj, to še vedno vpliva na mojo službo. Če izvejo, obstaja možnost, da pridem do Hagerja. Vi boste plačevali moje račune. Ne vem, kaj vi ne razumete. Torej, pojdimo skozi postopek kadrovskih zadev in potem naprej. O, človek, 100% opozori na to, prav? Prvi desetnik, ki je bil na kraju dogodka, ostaja molčeč, vendar šerifov pomočnik ni tako zadržan, ko gre za pogovor s preiskovalci o vedenju osumljenca. Torej, prvi incident se je zgodil 5. avgusta 2024. Med tem incidentom je bil časovni okvir verjetno okoli 2 ure zjutraj, morda med 2 in 4 ure zjutraj. Tistega dne običajno gremo ob 2 uri na kosilo. Tako sem šel v pisarno, da bi delal, hitro sem nekaj pojedel, šel v pisarno in potem smo delali na bienalnem usposabljanju. V pisarni sva bila jaz, desetnik Doris in še en šerifov namestnik Alejandro Gomez. V tistem času v pisarni sem imel telefon zunaj in sem delal na svojem bienalnem usposabljanju. Mislim, da sem takrat pisal svoji ženi. In moj telefon je bil odklenjen. V tistem času je Alejandro Gomez prišel za mano. Nisem si mislil ničesar, ker imam za mizo veliko polic in stvari. Tako da je precej pogosto, veš, ljudje so vedno za mano. Takrat je segel čez, mi iztrgal telefon iz roke in potem stekel po hodniku, ki je blizu pisarne. Vstal sem in stekel za njim, ter ga dohital. Rekel sem mu, hej, prijatelj, daj mi moj telefon, ne norčuj se. Vedel sem, da je bil odklenjen in ker imam na telefonu osebne podatke, nisem želel, da bi imel dostop do njih. Kako je imel dostop? Telefon je bil odprt. Ko sem ga dohiteval, obrnil se je, potegnil taser in ga usmeril naravnost vame. Takrat sem mu rekel, stari, nehaj se hecati. In nekako sem mu udrinil roko stran. Ko je taser meril vame, sem mu udrinil roko stran. Potem sem rekel, daj mi moj telefon in sem ga vzel od njega. Tako sem zagrabil svoj telefon, se obrnil in odšel nazaj proti pisarni. In rekel sem, stari, res pretiravaš. Veš, samo norčije, karkoli pač. In so se vrnil v pisarno, moj desetnik je sedel tam in šel sem se pogovoriti z njim. Rekel sem, hej G, mislim, da sem tudi jaz pravkar dobil klic za intervencijo tam, pa je bil kot nek pes, ki laja ali nekaj takega. Tako da sem rekel, hej, gremo urediti tisti klic. In medtem, ko sem se pogovarjal z mojim desetnikom, Honda si je snemal jopič. In tam, kjer ima nameščen svoj taser, je na njegovem jopiču. Ima kot nekakšen tok pritrjen na jopič. Tako da tja pospravi svoj taser. Takrat sem se zafrkaval z njim. Dvignil sem njegov jopič in rekel, nisi tako hud, niti z jopičem, niti brez taserja. In potem je potegnil pištolo. Rekel je, ampak s tem pa sem glavni. In pokazal je svojo novo službeno pištolo, jo prislonil naravnost na moja prsa. Takrat sem kar iztegnil jopič, rekel sem, ej stari, ne hecaj se tako. Zakaj za vraga bi to naredil? Ja, nesreče se dogajajo. In moj desetnik je istočasno rekel nekaj podobnega. Rekel je, kaj se dogaja, zakaj si to naredil? Tako ne potegneš orožja. Svoj desetnik je to videl. Ja. Bil je priča temu. Prav ste slišali. Namestnik šerifa razkriva, da je v dneh pred incidentom z Zajcem namestnik šerifa Gomez domnevno mahal z električnim paralizatorjem in pištolo, medtem ko so se vladni uslužbenci, citiram, igrali. Nekaj dni kasneje, torej 16. avgusta 2024, je bil tisti dan eden mojih prostih dni. Mislim, da je bil to eden mojih zadnjih prostih dni, preden se je začela redna izmena. Zato sem se odločil, da grem na Stone Garden, da se vrnem na nočni urnik po vikendu. Mislim, da se je zgodilo okoli 8. ure. Ob 20. uri, ko se je incident zgodil. Torej, dobili smo se tam, vsi smo se pripeljali z ločenimi vozili, približno na polovici poti do lokacije Kyla, kamor sem želel iti po makadamski cesti. Na cesti sem videl mladega zajčka.
Ko sem se peljal proti njemu, sem pričakoval, da se bo premaknil, ni se umaknil z ceste. Zato sem izstopil iz svojega vozila in ga šel pobrat, da bi ga premaknil ali prestrašil z ceste. Ko sem ga pobral, je bil dobesedno kot zajček velikosti moje glave, prav, tako zelo nedolžna stvar. Bilo ga je strah premakniti se, zato sem ga pobral. In fantje za menoj, oni so se ustavili, kot, zakaj pa se ustavljaš? In jaz rečem, glej, zajček stari, veš, bilo je kar kul. Ker imam rad naravo in lov in vse te stvari, sem bil kot, to je kul, posnel bom sliko, karkoli. In v tistem času so bili naredni Kris, Cezar, desetnik Torres in Hondo, vsi okoli mene. Hondo, pomočnik šerifa Hondo Gomez, je ves čas prosil, veš, pusti mi, da ga držim, pusti mi, da ga držim, pusti mi, da ga držim. In jaz sem rekel, ne, stari, rekel sem, poškodoval ga boš. On pa, ne bom. In si bilo je nekako kot najslabša možna situacija, bi rekel, ampak bolje je bilo tako, da so bili samo glasni glede tega, ker je bilo kul videti tako velikega zajca, ne. In med tem dogodkom je Hondo kar naprej prosil znova in znova. Velikega zajca sem nato izročil svojemu desetniku in rekel sem, Boulder, hitro. Vzel bom telefon, ga slikal in poslal ženi, tako da ga je držal. In potem, ko sem posnel video in sliko, sem mu ga vzel nazaj. In potem je Hondo še naprej težil kot, daj, pusti mi, da vidim, in segal proti meni. Potem sem ga vprašal, priseži na svoje otroke, da ste vsi slišali. In je rekel, ne, tega ne morem narediti. In sem rekel, no, potem pa nič. In potem je bil spet, daj, pusti mi, da vidim, stari. In jaz sem rekel, ne, prijatelj. Potem sem vprašal, kakšne barve je? In sem rekel, rjava je. Rekel sem, videl si, pusti me pri miru, pusti me že pri miru. In potem sem šel naprej. Šel sem narediti nekaj korakov nazaj in sem nameraval zajčko odložiti. Ampak vedel sem, da v stanju, v katerem je bil zajček, bo verjetno kar ostal tam. In potem bi ga ali pohodil, ali prijel, ali karkoli že. Tako sem že nekako pričakoval najslabše, ampak ko sem se sklonil, da ga odložim, namestnik Alejandro Gomez je potegnil svoj paralizator proti meni. In videl sem, da so se na paralizatorju prižgale lučke in laser, ki je bil usmerjen naravnost v moje telo. Takrat, ko sem videl laser na svojem telesu, sem si rekel, v redu, človek, tukaj ga lahko vidiš. Kot, dvigni paralizator nad pas. Ja. In upam, da bi to res pomagalo deeskalirati situacijo. Upal sem, da bi morda to videl in potem, ne vem, odložil stvar, se ne bi več ukvarjal z njo. Takoj, ko sem mu to izročil, je zajca vrgel ob bok mojega vozila in ga s tem skoraj takoj ubil. In v tistem času sem opazil, da je moj narednik Brandon Rees snemal skoraj celoten dogodek. In ko se je video končal, ste me lahko slišali reči nekaj v smislu kot hudiča. In rekel sem, hudiča, stari. In na koncu sem rekel, ti si kreten. Rekel sem, to je bilo grozno, zakaj si to naredil? In videl sem zajca na tleh in se je še vedno trzalo. Zato sem na koncu prijel zajca. In nisem hotel uporabiti svoje strelno orožje ali kaj podobnega, da bi ga odrešil muk. Tako sem na koncu pobral zajca, ga postavil pred svojo pnevmatiko in preprosto nadaljeval pot. In bil sem jezen zaradi vsega, kar se je zgodilo. Pomočnik šerifa podrobno opiše domnevna dejanja Alejandra v zvezi z incidentom z zajcem, preden se poglobi v še eno zaskrbljujočo obtožbo, za katero pravi, da se je zgodila le nekaj ur kasneje. Na koncu sem snel svoje službeno orožje iz tok in ga uperil. V popolnoma nasprotno smer od mesta, kjer so stali. Izvlekel sem svoje službeno orožje, ga uperil tja, prižgal lučko in si rekel, kul, deluje. Pravzaprav sem bil presenečen, ker ga že dolgo nisem polnil, zato si nisem rekel, to je dobro. Nato sem ga pospravil nazaj. Obrnil sem se in takoj, ko sem se obrnil, je Hondo izvlekel svojo pištolo. Rekel je, poglejmo, če moja deluje. In jo je uperil naravnost v moj obraz. Takrat sem se umaknil in pa rekel, stari, kaj za vraga delaš? Pospravi pištolo. In on je rekel, preverjal sem, če mi lučka deluje. Potem pa, res je, nimam lučke. Vsakič, ko je naredil ta gib, sem ga pogledal in pogledal pištolo v njegovi roki. Na pištoli sploh ni imel nameščene svetilke.
Torej je to počel samo za zabavo. Ampak dejstvo je, da se nesreče zgodijo, kadar je orožje uperjeno vame. In bil sem kot sveti šment. To v bistvu povzame dogodke. Ampak najbolj pretresljiv od vseh je bil v bistvu, veste, tisti, za katerega sem mislil, da je ubil nedolžnega zajca. In seveda, mislim, ni v redu, da se igra z orožjem in podobnimi stvarmi. Med temi incidenti sem mislil, da morda, veste, narednik ali nekdo, da bo sodeloval pri kakšnem disciplinskem ukrepu. Prav. Vesti? In bilo je, kot da se nič ni zgodilo. In nekako sem počakal nekaj tednov, preden sem ti lahko dejansko povedal, kdaj sem vložil pritožbo. Torej si vložil uradno pritožbo, ja. Ja, torej, 23. septembra 2024, prav, ob 17:54. Takrat sem vložil uradno pritožbo pri kapetanu Galegosu. Ko sva zaključila najin pogovor, je on, tako kot jaz, izklopil svoj snemalnik ali karkoli že. Rekel je, samo da veš, po videu, ki si mi ga pokazal, je rekel, da tistega dogodka nismo preiskovali. Preiskujemo to, da je on uperil strelno orožje vate. In jaz sem rekel, v redu, on pa, verjetno bomo morali odpreti še eno interno preiskavo na podlagi tega, kar si mi danes pokazal. In jaz sem rekel, ja, v redu, kakor hočete. On pa, samo da veš, sodeloval si pri Norčijah. In jaz sem rekel, nekako sem imel občutek, da je bilo to mogoče nekaj v smislu zastraševanja. Ne vem, kaj je bilo to. Ampak sem bil samo kot, v redu, bil sem kot, on je rekel, torej verjetno kršiš pravilnik. In jaz sem bil kot... In je to rekel izven snemanja. Ja, takoj potem, ko sva zaključila, ja. Vsi 4 zaposleni v šerifovem uradu okrožja Grant, ki so bili vpleteni v incident, so bili po poročanju več mesecev kasneje odpuščeni iz agencije, vključno s pritožnikom, ki je poskušal zajca držati stran od osumljenca. Toda nekaj tednov po iskrenem intervjuju namestnika, ki je prijavil nepravilnosti, preiskovalci obiščejo šerifov urad, medtem ko čakajo, da prispe namestnik Gomez. To je bilo včasih, ko še nismo imeli telesnih kamer in vsega tega. Ko sem začel tukaj, sem se lahko izmazal z marsičem, zdaj pa ne več. Be careful, man. Tukaj je zvočni posnetek z videa. Be careful, man. In ni bilo tako intenzivno, kot je zdaj, veš. S tožbami in podobnimi stvarmi ljudem. Moramo ukrepati proti vam. Viš, ukvarjamo se s toliko groznimi pritožbami in podobnimi stvarmi. Ali? Robim hitro obravnaval. Veš, kaj mislim? Ja? Poskrbite, da bomo na naši strani opravili svoje delo, kot moramo. In upam, da boste vi na svoji strani to obravnavali tako, kot je treba. Kot, ej stari, tako pač je. V redu. Tako da upam, da bo to urejeno, hočem poskrbeti, da bodo vsi varni, brat. No, bomo to uredili. Dobro, v redu. V redu, Popi. Vem, samo bolje je, da se to pove in da je vse na jasnem. Tako je vsem lažje. Okay. V redu, vse je v redu. To počnem že 22 let, prav? V redu, super. Zunaj se osumljenec pojavi in hitro znajde na napačni strani zakona. Lahko izveš, po čem je sodja? Ja, hvala, fanti. Torej, gospod Gomez bo zdaj aretiran, prav? Prebral ti bom njegov nalog. Njegov nalog bo 4 točke hujšega napada na policista s smrtonosnim orožjem in 1 točka izjemne krutosti do živali. Nisem prepričan, če veste za preiskavo, ki poteka, to je razlog, zakaj smo tukaj. Prav? Želim vas tudi obvestiti, da bomo z njim ravnali izključno spoštljivo. Od zdaj naprej, prav? In želeli smo vam vsaj posredovati informacije o tem, kaj se dogaja. Odšel bo s policisti državne policije, prav? Jo. Že sem rekel, da je v redu, če si hotel imeti nadzor nad tem. Ne vem. Če hočeš, ti bom samo vrnil nazaj. Koliko vem, brat, smo ji samo povedali, kaj se dogaja. Ampak samo povedali smo ji, da bodo s tabo ravnali spoštljivo, prav? Bi se rad prišel pogovoriti? Mislim, da zgleda, kot da bi rada govorila s tabo. Ampak, če želi, ja. Redo, mislim, da ne. Ne, jaz ne. Ne, kje je Ema? Si v redu?
tebe zdaj. Potrebujete pomoč? Jo želite? V redu je, dogonte. Lagali ste nam. Stari, lagali ste nam, kaj ne? Gremo, dajmo fante. Gremo. Si. V redu, samo v redu. Moramo to narediti. Ne vemo, jaz trem. Poskušam skočiti z njim. Nisem jaz storil tega. Ne razumem. Brat, gremo ven. Ne želim si, da bi stvari premikal naprej. To je kar dobro, izvoli. Peljali smo ga tja dol in tukaj so dali fotografijo. Poskušal sem ti povedati, da to počnejo. Imamo postopke. Fantje, veste, kaj mi? Moramo. Vse to. In to sem mu tudi povedal. Torej boste vi vzpostavili stik. Ne vem, o čem govorim. No, nimaš nobenega nadzora, človek. Kje je trenutek? Zato hočem sam preveriti, stari, da smo vsi v redu, ker tega nočemo početi, stari. Je, stari. Nisem nič boljši. Vi imate tablo. Sam izklopil bom. Rad vas imam, vsi skupaj. Ne, poskušal sem priti že prej. Gospod Gomez, če želite govoriti, se oglesite, prav? Tako da, ja, lahko samo opravite evidentiranje. Dejno izpolni sprejemni obrazec, stari. Alejandro je bil odpeljan v zapor in evidentiran zaradi 4 obtožb hujšega napada z nevarnim orožjem na policista ter 1 obtožbe izjemne krutosti do živali. Sodni zapisi kažejo, da so bile vse obtožbe za napad kasneje zavržene, medtem ko je obtožba za izjemno krutost do živali prešla v nadaljni postopek, kar pomeni, da je dovolj dokazov, da nekdanjemu pomočniku šerifa za to obtožbo lahko sodijo in njegov primer ostaja odprt. Naročite se zdaj za lažji dostop do najnovejših vsebin Law and Crime Bodycam.